Takolele, dragi ljudje interneta, ker ste zahtevali podrobno predstavitev tega overlanding riga, sem se odločil, da ga predstavim bolj konkretno, hkrati odgovorim na nekaj vprašanj, ki so v zraku oziroma ki jih postavljate toliko drugače. Povabiti vas tudi moram sledenju skupine Overland Slovenija, kjer sem administrator, ter sledenju mene na Instagramu, kjer objavljam kar veliko zgodb, no, in tam se je v bistvu zbudila pobuda, da čim prej podrobno predstavim tole overlanding vozilo. Vam povem, zakaj mi je overlanding tako zelo všeč in kaj je v bistvu tista bistvena razlika med overlandingom, kampiranjem in pa avtodomi. Tako da ja, zakaj overlanding? Zato, ker omogoča to vrstno terensko vozilo, da se odmakneš od množic, da si poiščeš nek spot v naravi, ki ga seveda obdržiš čistega, paziš, pobereš smeti okoli sebe, tudi tiste, ki niso tvoje. Predvsem je ta odmik, odmik, ki ga omogoča terensko vozilo. Hkrati pa v bistvu sem bil vedno ljubitelj kampiranja, torej šotorov, in to je nekako spojen v neko isto zgodbo. Če primerjam to z avtodomi, pomeni v bistvu to, da lahko pridem drugam ali pa se res umaknem množicam. Hkrati pa imam večino tega komforta, ki je tudi v samem avtodomu. Tako da ja, zadeva je zanimiva, je nov trend, ni pa niti tako nov trend, zadeva izhaja v bistvu iz Avstralije, sam termin overlanding, ko so pastirji na paše gnali svojo živino, daleč po prerijah, so si na vrhu avtomobilov naredili šotore, tudi zato, da po noč ni bilo potreben ognja kurt pa odganjati raznih divjih živali. Tako je nekako nastal ta trend, tako da večino tega overlanding trenda prihaja iz juga. Tale proizvajalec Alucap, v katerega je v bistvu oblečena večina tega overlanding vozila za mano, je v bistvu iz Južnoafriške republike. Tako da je pa tudi ta avto, Ford Ranger. Tako da ja, par osnov najprej. Tole je Ford Ranger letnik 2018. Tipičen pick-up, mislim, da je najbolj pogost pick-up na slovenskih cestah. Gre pa sicer za 3,2 motor, kar vam lahko pove, da ima dizelski petvaljnik, ki ima 200 konjev pa 470 Nm navora. Prenaša pa svojo moč prek 6-stopenjskega avtomatskega menjalnika. Zadeva ima približno 80 000 km prevoženih. Kot sem povedal, stara je 4 leta in jaz sem z njo zelo zadovoljen. V bistvu je kar moj sanjski avto in meni se zdi, da je ful pomemben, da ga greš proti avtomobilu, se malo ti nasmeji, in ker vidim predvsem ta sprednji del tega avtomobila, sem vedno nasmejan. Moram pa reči, da je tudi to eden tistih pick-upov, ki ima izjemne sposobnosti, tudi terenske, brez hudih predelav. Torej, pri tem avtu ni praktično nič treba narediti, pa že kar recimo do 85 cm vode pobrod, torej če greste čez neko praktično reko, se lahko s tem avtom čez njo zapeljete. Ima valjda konkreten 4-kolesen pogon, tist stalen in tako naprej, ampak ta prav, tako kot ta stari dobri kleni terenci, in res zmore že v seriji ful. Ta avto je v bistvu ostal relativno serijski ali pa zelo serijski. Zamenjane so torej platišča so drugače železna, tukaj so lita platišča 18-colska, ter pa pnevmatike tovarniških dimenzij, tako da ni treba bilo praktično nič homologirati. Je pa ena manjša predelava, torej avtomobile zaradi šotora posega nekoliko višji, kot je tovarniški, zato smo mi dodali, mislim, da 2 cm spacerje, spet vse skupaj homologiran. Kaj še kaj takega, kar se tega avta tiče, kar bi lahko povedal, gre za nivo opreme limited, pomeni, da teh zgornjih nosilcev ni. Jaz sem se odločil vsem za te zgornje nosilce, ker v prihodnosti pride tamle v spredi zmontiran še en dodaten kovček za potovanja. V preteklosti smo pa na njemu vozili razne truge in tako naprej, kovčke, šotore in tako, dokler je bil avto še čisto običajen pick-up. To je to, kar se tiče teh osnovnih predelav, torej platišča, pa tole, pa par malenkosti, te distančniki, to je to avto v bistvu tak, kakršen je bil, ima nekih, mislim, da zdaj okoli 85 000 km prevoženih, vse servise, zadeva je v bistvu relativno mint, tudi zato, ker se ta avto nikoli ni uporabljal za neko tisto delo, ki je bil narejen, tudi
relativno nikoli ni bil na terenu. Tudi zato sem se jaz odločil, da kljub temu, da je vozilo staro 4 leta, ima smisel investicija v njega. Zdaj pa največ vprašanj, ne? Daleč največ vprašanj je bilo, koliko kaj zdaj stane. Ja, tako. Torej, če sam avto v osnovi lanskega oktobra bil vreden tam nekih 29–30 tisoč evrov, gremo pa zdaj kar k osnovam, kaj smo nadgradili. Najprej smo zbrali tale hardtop od Aerocaba. To je zelo klasična rešitev, ko se odloča za Aerocabove zadeve, tudi zato, ker je zadeva izjemno dobro narejena, nosilnost tega je neverjetna, hkrati pa kup enih detajlov. Ko se za neke sistemske rešitve odločaš in veš, da boš kupil ta šotor, ti skoraj ne gine v bistvu hardtop nadgradnja od Aerocaba. Tako da ja, to je v bistvu hardtop canopy, se temu reče, od Aerocaba, vreden tam cirka 3000 evrov. Gor imamo šotor, Aerocabov šotor 3.1 genijev znaka modela, gre za najnovejši model tega proizvajalca. Torej mislim, da je že tudi 3. generacija tega tako oblikovanega šotora. Je pa to predvsem šotor za ekstremne razmere, torej šotor, kjer tudi če bo po noč burja 50–70 na uro pihala, boste vi v njemu relativno mirno spali. Jaz imam precej slabo izkušnjo z cenejšimi šotori, takimi, ki so mogoče vredni 1800 ali pa 2000 evrov, da ko nekaj malega zapiha na strehi avtomobila, ni prijeten spati. In v tem šotoru se počutiš varno in jaz tudi zato verjamem, da je ta šotor, ki je vreden približno 3800 evrov, vreden tega denarja ali pa tega vložka, predvsem pa zato, ker tudi zadeva je drugače izolirana, ta platna so precej bolj debela in konkretna, tako da zadeva je res super. Tudi sam jogi noter, izolacije določenih stvari, res na nivoju. Je pa drugače zadeva, mislim, da 140 cm široka, v notranjem delu pa nekoliko manj, po mojem 133 smo mi namerili. To pa pomeni 2 odrasli osebi čist brez težav, to je neka francoska posla. Mi imamo pa še enega mulčka, 8–7 let starega, in z njim čist brez problema bivamo tukaj noter. Vprašanje pa je, kaj bo čez 2 ali pa 3 leta. Takrat bom pa najbrž, ali pa že dosti prej jaz tole prodajo, namreč malo je plana še nekaj mogoče drugače narediti, čisto zares. Kaj meni všeč pri celi zadevi, to, da lahko ta šotor vozim celo leto, ker je tako hermetično zaprt kot hladilnik. Druga stvar, ki mi je pa pri overlandingu ful všeč, da iz tega naredim popolnoma normalno vozilo, ker kamperja ne moramo vsak dan uporabljati. Takle šotor pa lepo snamem, pospravim v garažo, in kjer ne zavzame praktično nobenega prostora in pomeni, da to postane v bistvu čisto običajen pick-up z to trdo nadgradnjo, kjer pa jaz vedno vozim fotografsko opremo in neke službene reči, razne luči, stative in te reči. In mi tole v bistvu lahko popolnoma normalno služi, avto nima nič več upora, nič več porabe. Eno od pogostih vprašanj, koliko kaj porab ta zverina. Takole, bom rekel, na temo popotovanju porabtam 11,2, 11,3. To je neka realna številka, ampak to gre za res popotovanje, kjer uživaš in se ti nič ne mudi. Pri neki dnevni porabi je pa ta 12 litrov kar realna. Z vso to opremo, mislim, da je tam 2200–2300 kg težka reč. Bom šel še en dan stehtati, tako da zapišem v komentarje, tako da če vas zanima, dajte thumbs up, polajkite, če boste to lajkal, ni vrag, da bom šel ga prav stehtati na tisto posebno mesto, kjer tehtajo tovornjake, da vidimo, koliko je to zdaj vse skupaj. Ampak jaz sem računal, da je v bistvu ta nadgradnja, tenda, šotor in pa tole, kar imam tukaj le noter, približno 400 kg. Avto ima nosilnost 1 tone, kar pomeni, da tukaj v bistvu nekih 30–40% neke teže ali pa neke njegove absolutne nosilnosti za to opremo zasedam, kar se mi pa zdi še mogoče čisto ok. Tudi zato se jaz nisem odločil, da bom podvozje nadgrajeval, ali pa saj temu trenutku ne vidim nobene potrebe, zato ker se tako obtežen ta avto v bistvu najlepši voz. Tisti, ki ste se vozili z pick-upi, veste, da so zadnji te listnate vzmeti in če je avto zelo prazen, je na nek način, bom tako rekel, neudoben. In če ga pa malo zadnji obtožiš, nekaj naložiš, pa se avto zelo lepo pele. In tako je tudi v bistvu s tem avtomobilom tukaj. Mogoče v tej tendi odpre se za 270 stopinj, kar pomeni, da pride do tukaj gor in tukaj spodnji del zelo dobro zaščiti pred
soncem, hkrati pa tudi pred dežjem. Predvsem je to pomembno, da če je slabo vreme, lahko tam nazadnje normalno kuhaš in nima s tem prav nobenih težav. Tako da to je približno to. V notranjosti sem se odločil v bistvu za eno netipično opremo v svetu Overlanda. Namreč sami overlanding specialisti za moje pojme niso niso ponudili rešitve, ki bi rekel, to je pa to si pa želim imeti, in zato sem notranj zbral v bistvu specialista, ki opremlja kesone pick-upov za delavce. In reče se mu Gearmate, to je podjetje iz Velike Britanije. Jaz moram reči, da mi je bila njihova oprema na videz ali pa na uporabnost izbrane materijale najbolj všeč. Manjšo težavo sem imel pri dostavi, ker je zadeva prihajala iz Velike Britanije. Ta druga stvar je pa to, da sem jaz zadevo mogel kljub temu, da naj bi bila custom made in sem vse po sliku nekoliko predelovati, oziroma je predelal Matsport. Zdaj smo pa tukaj. Matsport je v bistvu dobavil pravzaprav vse, kar vidite tukaj v kompletu, razen tega notranjega dela, in res dobro svetoval. Namreč jaz sem bil ful pameten, tako kot pač človek vsak je, ki hoče pač nekaj drugače narediti, in sem vedno nekaj drugače delal, zato sem stvari dvakrat kupoval. Kupil sem šotor, pa kupil sem hladilnik in vse to sem zdaj že zamenil. Tako da ja, njega je kar dobro poslušati, torej Matej Kadunc pri matsport.si je oseba, na katero se morate obrniti, če želite konkretnega, iskrenega nasveta, kako je zdaj z overlandingom, pa da zadev predvsem ne boste dvakrat kupovali, tako kot se je to zgodilo meni. Ok, tako da vzamem glaven del, ta notranja ureditev predalnikov, dajmo temu reči, dodatne 3000 evrov, plus te neke predelave gor dol. Tako da ja, zadeva, če dajemo to zdaj poštejemo, torej avto v osnovi nekje 29-30 tisoč evrov, potem pa približno vsega skupaj 20 tisoč evrov, tako da neka prodajna vrednost off the shelf tega avtomobila bi bila okoli 50 tisoč evrov. Jaz bom po vsej verjetnosti jesen začel en nov overlanding projekt, ki ga bom peljal čez zimo, namreč čez zimo bom probal narediti svoj ultimate build avtomobila. Tudi že pripravljam projekt, tako da tale avto po moje bo septembra na voljo oziroma na prodaj. Če koga zanima, mi lahko spodaj v komentar stisne kako ponudbo oziroma me na private PM, private message kontaktira. Čeprav ne vem, jaz sem toliko čustveno navezan na ta avto, da zelo težko verjamem, da bom pripravljen tole kar tako dati. Ker namreč s temi projekti rataš tako malo so tvoji otroci, malo gledaš, pa malo božaš, pa malo hodiš, pa malo razmišljaš, in jaz sem res domislil stvar, ki mi je ful všeč. Ne vem, vse take stvari, da imaš skole gor stole, pa da je tam plinček, pa da je tukaj voda, nekako morajo skup padati. Ni nujno, da bo tisti nov build avtomobila, ki ga mislim čez to naslednjo zimo delati, to vse skup preživel na ta način, ampak ponudila se mi ena priložnost in enostavno mislim, da jo moram zgrabiti, zato ker bo tisti build pa res nekaj posebenega, edinstvenega, pa mogoče nekaj, kar bom imel 10-15 let. Tako da ja, jaz mislim, da sem več ali manj vse povedal. Bom še kako stvar zdaj vmes vtaknil, predvsem, kar se tiče notranjosti, imam veliko še zapovedati, ampak ja, če vam je bila zadeva všeč, če sem vam zadeve dobro predstavil, če ste zvedeli kako koristno informacijo, dajte se naročiti na moj YouTube kanal, tam so primarno videi objavljeni, kadar potujem, pa še lepo sekundarno na Facebooku, pa na drugih kanalih. Spremljite me na Instagramu, tam vsak dan objavljam, kadar sem na poti, pa dajte mogoče me pač pofollowati oziroma se pridružiti naši res veliki skupini Overland Slovenija, kjer se izmenjujemo informacije, kjer lahko tudi kak del opreme kupite, kjer se tudi kakšen takšen avto prodaja. Tako da ja, Overland Slovenija na Facebooku, skupina, kjer vam bodo ljudje pomagali priti do nekih konkretnih informacij o overlandingu. Jaz bom pa tudi v prihodnosti šeril najboljše overlanding lokacije, tako da če se subscribate, boste dobili seznam lokacij v bližini, torej v Istri, seznam lokacij v Sloveniji, seznam lokacij na posameznih otokih, kjer sem že prespal oziroma kjer se imam v bistvu, kjer se boste tudi vi imeli tako fino, kot se imam jaz, vedno znova. Trenutno sem na eni lokaciji, kjer sem prvič, pa sem sam 2-3 dni in to je bistvo. Overlanding vam omogoča življenje off-grid, overlanding omogoča, da se premaknete tja, kamor se kamperji ne morejo premakniti, tako da
en tak poseben občutek svobode, en tak poseben občutek miru. Če bi pa mogel to s čem primerjati, bi pa to najlažje primerjal z navtiko, s tem, da si tisti navtičari, tisti, ki ste bili kdaj na jadrnici, veste, kako je fajn, ko priješ v nek zaliv, kjer ni nobenega. No, približno tako je tukaj, s tem, da si na plaži, ne pa na barki, da imaš malo več tega manevrskega prostora. Če vam je všeč navtika, vam bo všeč tudi overlanding, to je absolutno nekaj zelo komplementarnega ali pa stvar, ki je zelo blizu tem občutkom doživljanja narave. Tako da ja, ko me nekdo vpraša, čemu je pa ta overlanding najbolj podoben ali pa kako bi to lahko z nekim preživljanjem dopusta označil, je overlanding v bistvu neka navtika na suhem. Tako, zelo malo hodimo v kempe hodimo z družino, to je tudi eno od vprašanj, kako je bilo, koliko zdaj kempi pa koliko ne. Mi smo kar tako veliko na poti in smo v kempih bolj malo zato, ker v kempih je šunder, pa ljudje gledajo. Sem še narobe, da ljudje gledajo, ampak pač šunder je, ne. In jaz se v tem šundru pač ne znajdem. Jaz sem rad, da takrat, ko sem na morju, da se lahko sedem na skalo, kjer sem sam jaz, pijem kavo, gledam sončni zahod in nobenega ne slišim. To omogoča to svobodo, 50.000 evrov, velike za to svobodo. Jaz priznam, da tega sploh nisem seštel. Tudi jaz sem rabil precej časa, da sem do tega prišel. Dajmo, let's be honest about it. Ko sem kupil ta avto, sem vedel, da bom nekoč naredil z njega overlanding vozilo, ker sem te stvari gledal in sem jih vizualiziral, ne? Ampak vedel sem, da so tudi te stvari ful drage. Je pa tako, da če kupaš pocen pri overlandingu, kupaš dvakrat. Upam, da sem povedal veliko, po mojem sem povedal tudi kaj preveč, pa da ste dobili prvi vtis, kako zadeve približno izgledajo. Dajte kak like, polajkajte tole reč, pač ful pomeni, ne? To je v bistvu tako kot plačilo, ne? Pa mi ne date enega evra, ampak mi date en prst gor. Tako da, hvala, se vidimo. Če pa kakvo vprašanje glede overlandinga, pa to napišite na Private Message, najdete me na kanalih. Vse bom čist redko, kakor je odgovoril. Če pa koga zanima ta avto, mi naj pa tudi napiše. Se pravim, konec septembra po vsej verjetnosti. Upam, da bo takrat že začel dobavljati tisti moj sanjski avto.